Pozdravljeni! V tem božično-novoletnem obdobju smo praktično dnevno bombardirani strani italijanskih medijev z novicami o tem, kak bo Ferrari prihodnosti. In seveda zagotovo vemo dve stvari. Prva je ta, da bo nov bolid skuderije Ferrari predstavljen 11. februarja 2020. In druga je ta, da bo zaporedna številka projekta 671. A ti viri imajo ogromno sledljivosti tudi v tujini, mnogi jih povzemajo, tako da je marsikateri navdušenec spravljen pred dejstvo, da se sreča s temi novicami. A poglobimo se malce noter in skupaj razmislimo o tistih dejstvih, katere velja pokritizirati, katere velja omeniti. In prva je tista skica, katero smo videli v Gazeti dello Sport. Mnogi viri so tudi to povzeli in lepo zgleda prednji pogled na nov bolid Ferrarija. Ta ima nosni del podoben tistemu, ki smo ga videli naprimer pri Mercedesu, mene spominja na dvojni V09, ima še dosti drugih stvari, katere velja omeniti. Prva je seveda ta, da je površina tistih rež tako bočnih kot zgornji izjemno majhna. Dovolil sem si narediti majhen eksperiment, namreč vzel sem sliko SF90 in jo nekako pristavil polovico k tej idejni skici novega Ferrarija. In kot vidimo, že površine, katere služijo tudi hlajenju, niso dovolj velike. Da ne omerim tistih stranskih usmernikov, birchboardov, kateri so na skici praktično neobstoječi in kar mene osebno spravlja v največje dvome, je tista oblika pod nosnim delom bolida. Kaj je hotel avtor skice tam prikazati, mi ni jasno. Kot da pri tem, ko je popravil tisto nosno obliko, isto z širokimi nosilci na tisto z nizkimi, mu je ostalo neko območje, katerega ni znal pravzaprav interpretirati. Ne pravilnik, če pogledamo tistega za sezono 2020, in ne verjetno tista inspiracija Mercedes dvojni V09 oziroma njegov sodobni Ferrari, niso imeli nosu tako oblikovanega v zadnjem delu, kot vidimo na tej skici. A pustimo zdaj to. Zavedati se moramo dejstva, da italijanski mediji že mnogo let prodajajo varianto, da bo imel Ferrari v takih napovedih praktično Mercedesov prednji del. In sami veste v zadnjih 3-4 sezonah, kolikokrat so zadeli. A pojdimo na drugo točko. Mnogokrat je omenjeno, da bo imel Ferrari na prednjem petju nov tretji zgornji element. Kar je mene najbolj zmotilo, je to, da v originalu v italijanščini so imenovali kar to hydraulic damper. In to zgleda izjemno učeno, izjemno komplicirano, izjemno neko skrivno orožje, ki bo pomagalo Ferrariju zmagati. A če prevedemo zadevo, ne gre za nič drugega, kot da bo ta tretji element imel blažilec oziroma amortizer, ki bo oljni. Nič kaj takega, v primerjavi s plinskim bo imel hidravličnega. Praktično tudi dejstvo, da mogoče v sezoni 2021 bojo oljni blažilci prepovedani, nam ne pove dosti, kajti z 18 palčnimi platišči se bo kompleten ustroj vpetja spremenil. In to rešitev so imeli pri Ferrariju že pri SF71H, ampak na zadnjem vpetju. Torej nobena praktično taka velika novost in nobena rešitev, ki bo revolucionarno spremenila bolid. A tretja točka je še bolj zanimiva. Aerodinamični koncept vozila. Namreč pri Corriere della Sera sem zasledil zanimivo teorijo, da bodo rešitve, ki smo jih videli na SF71H, praktično prenesli na ta nov bolid 671, da se bomo bolje razumeli. In tu se, če primerjam s tistim, kar piše Gazeta dello Sport, pojavlja kar ogromno dvomov. Gazeta piše, da nov Ferrari bo imel pač več aerodinamičnega oprijema in tako bo pomagal pri tisti vožnji skozi ovinek.
Ampak tu ne gre nekaj skupaj, namreč aerodinamični oprijem generira bolid tako, da zračni tok praktično z različnimi hitrosti skladno z Bernoullijevo enačbo ustvari to silo. A s tem, ko zračni tok gre okrog bolida, ustvari tudi zračni upor. Sicer se ne bom spuščal tu formule, vem, da je dolgočasno, a razumeti moramo, da bolid, kateri ima dosti aerodinamičnega oprijema, ima tudi dosti upora. Videli smo naprimer pri Mercedesu lani in Ferrariju, kako je bil eden hiter na ravnini, kako je bil drugi hiter v ovinkih. Problem je v tem, da SF71H je bolid, kateri je na veliki nagradi Italije v sezoni 2018 dosegel krog z najvišjo povprečno hitrostjo. Kako si lahko domišljamo, da je tisti bolid z veliko aerodinamičnega oprijema, če nam je znano, da je njegov zračni upor bil med najnižjimi, če je naredil najhitrejši krog na progi v Monci. Po drugi strani, če pogledamo SF71H, kakšne rezultate je imel v Monaku in na Madžarskem, dve progi, kateri uporabljajo največ tisti aerodinamični oprijem, vidimo, da ni bil kaj prida. Če bi se morali nekako navdihniti po katerem izmed projektov izmed zadnjih let, bi bilo bolje izbrati SF70H, tisti, ki je z lahkoto zmagal tako Monako kot veliko nagrado Madžarske. Če seveda je res, da bojo ustvarili bolid z visokim aerodinamičnim oprijemom. A bistveno je nekaj drugega. Te novice, ki sem vam tu na hitro naštel, sem jaz že slišal. In potrebno je bilo nekaj dni, da sem se spomnil. In prišel mi je na pamet članek, katerega sem prebral na spletni strani Scuderia Fan, kateri je pravzaprav navajal vse ta dejstva, ki nam jih danes ponujajo kot interne novice iz anonimnih, a dobro obveščenih virov. Problem je v tem, da je bil ta članek objavljen 7. avgusta 2019. Torej, bodimo zopet pozorni na medije, katerih preberemo. Bodimo kritični do vseh medijev, konec koncev tudi do stvari, ki jih povem sam. Kajti mnogi nam prodajajo zgodbe samo zaradi tega, kot da Formula 1 ne bi bila že sama po sebi zanimiva. Mediji bi morali pripovedovati zgodbe in si jih ne izmišljati. Hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.